tokrat v občinskem informatorju. Študenti bodo iskali rešitve za razvoj obalnega pasu Trojiškega jezera. Blagoslav Kon v Hočah. V Prepoljah teklo več kot 300 žensk. V sklopu praznika krajevne skupnosti Hoče tudi balinanje. V Majšperku je regijsko srečanje odraslih folklornih skupin. V dialogu nocoj Lena Grgurevič. Lepo pozdravljeni. V sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in gostujočim španskim arhitektom so se v Sveti Trojici lotili iskanja rešitev za razvoj obalnega pasu Trojiškega jezera. Ideje, kaj vse bi lahko bilo tam, si bodo ogledali študenti fakultete, ki si že ogledujejo stanje na terenu. Študenti različnih letnikov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani so bili minule dni v Sveti Trojici, kjer so si ogledali Trojiško jezero. Na fakulteti pa bodo imeli delavnice. Ponavadi te delavnice na fakulteti potekajo zelo intenzivno. Imamo najprej 3 tedne res intenzivnega dela tudi z gostujočim arhitektom Carlesom Enrikom. In potem v bistvu bomo na neki točki tudi predstavili te projekte, ampak zdaj imamo najprej spoznavanje na terenu, zato smo danes tu in potem bomo seveda začeli z delom na fakulteti en teden in potem priprava projektov, priprava gradiva in tako naprej, da bi se to potem res na eni točki izvedlo. Že na začetku razmišljajo o tem, da ne bi naredili večjih posegov v naravo, ampak naredili nekaj, kar bi bilo v sožitju. Že sam arhitekt je v bistvu znan po manjših intervencijah, tudi njegova dela v Španiji obsegajo manjše intervencije, ki probajo nazaj oživeti, v bistvu revitalizirati mesto, predvsem za mlade. In tudi mi smo nekako tukaj zaznali, da župan gradi na mesto za mlade. In probamo v bistvu z manjšimi intervencijami ob jezeru, mogoče tudi na vodi, pripeljati se prav nekako jezero bližje domačinom. In bomo probali poskrbeti za to, da naše intervencije ne bodo velike in da bi pol dominirale v naravi, ampak bi bili to neki manjši, subtilni posegi sprav v okolje. Glavni cilj bo narediti prostor druženja. Ker bi se lahko te različne naracije tudi nekako povezale in da se nastane neka močnejša povezava v občini med prebivalci. Tudi po pogovoru z županom se mi on zdi, da ima interes v temu, še posebej tako nekako za mlade, da se bolj postanejo del tega prostora. Že sedaj vedo, da se neke aktivnosti ob jezeru že dogaja. Koliko vidimo ovdje, ljudi već znaju kako da koriste ovaj prostor i to više nije priča neke introdukcije nekakvih novih aktivnosti, već da kažem obogaćenje već postojećih aktivnosti, tako reći. Tako da manje lagane intervencije koje bi ovdje vjerojatno više odgovarale. Župan pa že na začetku projekta pravi, da dajajo arhitektu in študentom proste roke pri snovanju idej. Jaz se prepuščam njihovi kreativi. Zagotovo imajo več možnosti, več izkušenj kot mi, ki se ukvarjamo z drugimi stvarmi in prav na ta način bi naj takšni projekti tudi izgledali, naj se vsak ukvarja s tistim, v čem je pač dober. Pri snovanju pa bodo upoštevali tudi želje tistih, ki so večkrat pri jezeru. Leta 2021 smo podpisali sporazum z ribiško družino Pesnica Lenart, s katero tudi odlično sodelujemo. Verjamem, da so taki projekti samo dodana vrednost ustvarjanja prostora. Zdaj pa bo treba počakati, da tako španski arhitekt kot študenti vidijo in se domislijo, kaj vse in kako bi lahko ob in na Trojiškem jezeru lahko bilo. Ob krajevnem prazniku krajevne skupnosti Hoče so tudi letos obeležili tako imenovan praznik Jurjevanja. Gre za običaj, ki je bil nekoč v Hočah eden izmed večjih, zato si ga prizadevajo ohranjati tudi danes. Eden najpomembnejših delov je Blagoslav Kon, ki smo se ga udeležili tudi mi. Konjeniki so se s konji izbrali pred občinsko stavbo v občini Hoče Slivnica, kjer jih je tamkajšnji župnik blagoslovil. Blagoslovili bomo najprej kruh in sol, konje, in prosili Boga za njegovo varstvo na vseh vaših poteh, da vam bi konji dobro služili, vi pa zanje lepo in vzorno skrbeli. Pojasnil je, kakšna je Božja zamisel. Da bi živali pomagale ljudem, ljudje pa z njimi modro in odgovorno gospodarili. Konjeniki so nam povedali, da je blagoslov za njih izjemno pomemben, tako kot so za njih pomembni njihovi konji.
Mi se vsako leto v bistvu udeležujemo tega jurjevanja z našimi konji, predvsem v naše dobro in dobro naših konj, ker si želimo, da bi bilo zdravja skozi leto, da bi bili konji zdravi, mi zdravi, da se lahko podružimo z ljudmi, da pač ljudje vidijo, kako to izgleda, naša ljubezen do konj in ja, dejansko je vsako leto boljše in upamo, da bo tako nadaljevalo se vsako leto. Mi se že od otroštva ukvarjamo s konji, od 7. leta približno, jaham vsak dan skoraj. Ja, skrbimo za zdravje naših konj. Super je na jurjevanju, je dobro vzdušje in seveda najlepše je, da skrbimo za zdravje konj. Imam ga že 10 let in je ful prijazen in skupaj tudi tekmujemo. To je Akordi, letos smo drugič na žegnanju v Hočah, to nama veliko pomeni, se pa s tem upamo, da bo čim dlje zdravi. Jahanje in konji mi zelo veliko pomenijo, saj se s tem že ukvarjam skoraj 8 let, po novem imam tudi svojo lastno štalo. Ukvarjam se s preskakovanjem ovir, redno tekmujem že 7 let in imam z njim kar dobre rezultate. Hvala vsem, ki ste danes nas obiskali, predvsem pa vsem lastnikom konjev, da ste prišli in dali prazniku tisto težo, ki jo ima, saj blagoslov konjev je ena izmed osrednjih točk tega praznika. V dvorani Kulturnega doma se je odvila proslava, poskrbeli so za pester program. Jurjevanje v Hočah že tradicija, zato se v krajevni skupnosti Hoče potrudijo z dogodki. Za nas, krajane, je to izrednega pomena, saj Hoče se že omenjajo več kot 850 let nazaj, tako da imamo eno res veliko zgodovinsko tradicijo in sama cerkev, ki je poimenovana po svetem Juriju, datira iz 1100 let in mislim, da že takrat, kot je sveti Jurij zaščitnik naše fare, ena taka tradicija ohranjanja, je pa tudi on zaščitnik konj in zato je tudi tradicionalno v naši krajevni skupnosti vsakoletno jurjevanje in blagoslov konj. Po nedeljski proslavi pa je sledila pogostitev in animacija za otroke. Ta se je odvila pred Kulturnim domom. K sreči je služilo tudi vreme. Gre se za eno druženje, praznik pomladi, če lahko rečem, na prijeten nedeljski dan. Zelo velikega pomena, da se lahko naši krajani in vsi ostali zberemo in proslavimo naš dan. Sicer je po ljudskem izročilu Jurjevo pomladni praznik, ki ga praznujemo 23. oziroma 24. aprila. Odvil se je 6. ženski tek Prepolje. Tek se je v zadnjih letih dobro prijel. Tokrat se ga je udeležilo več kot 300 tekačic. Med njimi pa je bila tudi 88-letna Zinka, ki nam je zaupala recept, kako ostati fit. Srečna, da vidim domačine, da vidim življenje v takih krajih, ki bi mogli iz vse Slovenije priti, ne samo tu v bližine. Če bi bila v Ameriki, bi se sem pripeljala. Tako navdušeno je tek pričakovala 88-letna Zinka, ki je bila najstarejša udeleženka teka. In kaj je njen recept, da je v teh letih tako fit? Ja, zjutraj je najprej telovadba pod lipo. In to od A do Ž. Nazadnje so še sklece. Ja, potem pa zaživim. In zaživelo je celotno Prepolje, saj se je zbralo več kot 300 tekačic. Ja, odlično. Takoj so se punce odzvale, ko smo se začele pogovarjati o tem. Tečem rada, zato da se sprostim, mi je lepo, takrat mislim samo nase in to je to. Pa seveda druženje in dobra volja in da smo ženske na kupu. Malo za sebe, za dušo. Jaz sicer ne tečem, hodim pa dostikrat na hitro hojo s svojim možem. Meni pomeni tek sprostitev, da ko grem laufat, da nam glavo na off in to je to. Med udeleženci pa je bilo kar nekaj otrok, ki so pospremili svoje mame. Ker se rade gibamo skupaj, zato smo se odločili, da bi šla poleg staršev malo kolesariti ali pa tekati. Tako da boš mamico spodbujala, da ji bo čim bolje šlo? Ja. Sem slišala, da gresta tudi moji dve prijateljici in rade se družimo, pa še ker je mami šla letos, pa bom jaz tudi še poleg šla.
Množica, ki se je zbrala, je razveselila tudi župana. Kolikor mi je znano, mislim, da je prijavljenih nekaj čez 300-330 tekačic, same ženske v naši občini, tako da počutimo se krasno. Tudi vreme smo naročili, mislim, da bo to res ena taka prireditev, ki nam bo ostala v spominu. Predvsem pa me veseli, da je več kot očitno, da se je prireditev prijela in da je postala ena tradicionalna, rekreativna priložnost za vse ženske v naši bližnji in daljni okolici. Organizatorji vsako leto nestrpno pričakujejo ta dan. Tekačice so imele možnost se prijaviti na 25 km. Na poti na tej trasi je bistvo poskrbljeno za varnost tekačic, potem za okrepčilo. Imamo potem 3 presenečenja, tako da treba to samo doživeti. Kljub temu, da gre v osnovi za ženski tek, ni manjkalo tudi moških. Tako kot rečete, rade ženske, da hiša stoji, če pri hiši vse 4 vogale pravzaprav podpira ženska, ampak ni res, ta en vogal pa je vseeno moški. Tako da smo danes tudi moški prisotni na tem našem tradicionalnem ženskem teku. A ti niso tekli, temveč so imeli nekoliko drugačno vlogo. Vijali, da bomo čakali nekje v tem našem varnem kotičku, kot moški radi rečemo, na ženske, da bodo žive, zdrave in cele prišle v cilj našega ženskega teka. Dogodek je bil samo še en dokaz, kako združiti prijetno s koristnim. Jurjevanje, praznik krajevne skupnosti Hoče, je vsako leto tudi športno obarvan. Ustavili smo se na balinišču v športnem parku Hoče, kjer se je odvil balinarski turnir. V sklopu praznika krajevne skupnosti Hoče so organizirali turnir v balinanju. Običajno organiziramo v sklopu balinarjev Hoč in pa sosednje krajevne skupnosti Slivnica. Se pravi, da so danes tukaj na igrišču 32 balinarjev samo iz občine Hoče Slivnica. Tekmovanje imamo sicer turnirsko narejeno, 8 ekip. V eni izmed ekip je bil Slavko, ki se z balinanjem ukvarja zadnjih nekaj let. Uživamo v tem. Igrišče imamo malo slabše od Hoč, ampak tudi to imamo zimsko ligo. Tako da smo skozi v balinanju, 2krat na teden. Imamo par takih, ki jim ni bilo to všeč, zdaj so pa zelo aktivni. Se pravi poskusiti? Poskusiti morajo, pa se pridružiti. Pa tu je toliko, da je rekreacija, pa da malo druženje, malo šale, malo eno, drugo, tretje. To je najlepši uspeh. Kaj vas je prepričalo, da ste sploh prvič probali? Šla sem v pokoj. Pa so prijatelji gor pri tenisu, smo imeli prvo balinišče pa keglišče in so rekli, da naj pridemo se družiti in smo šli. Nekam moraš, ko je v pokoju, moraš nekaj začeti drugega tudi delati. Prizna, da ni vedela, kaj naj pričakuje, a dokler ne probaš, ne veš. In mi je bilo všeč in sem ostala, zdaj bo drugo leto, bo balinanje 25 let. In skozi sodelujemo. In to lepo. Torej bi lahko rekli, da si danes življenja brez tega ne znate več predstavljati? Pa res ne. Življenje brez balinanja, brez kegljanja je za mene mrtva točka. Lepo je, na zraku si, družiš se, samo še pa znati prilagoditi ljudem. Ja, vsak ima svoje mišljenje, vsak ima svoje, ampak če se znaš prilagajati, tudi je uspeh. Balinarski klub Hoče sicer obstaja že več kot 20 let. Tekmujemo tako na turnirskih, kot tudi v ligaških tekmovanjih, tako da za moško ekipo nastopamo v drugi državni ligi, medobčinskih ligah, moški, ženski konkurenci, tudi kegljači za kroglo na vrvici, tekmuje, bom rekel, v sklopu sicer društva upokojencev, ampak, bom rekel, druženje, rekreacija. V društvu so veseli vsakega novega člana. Želeli bi si, da bi bilo več zanimanja med mladimi. Sodelujemo nekaj tudi tukaj z osnovno šolo, nekega, bom rekel, odziva takšnega, da bi bilo trenutno ni. Je res, da imamo populacijo malenko starejšo, ampak... Tudi druženje mladih in starejših je lahko lepo. Če imate željo po tej čudoviti aktivnosti, se jim pridružite. V Majšperku se je odvilo regijsko Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin. Namen srečanja je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne koreografije odraslih in mladinskih folklornih skupin, s tem pa spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije. Ljubiteljski folklorniki so se tokrat zbrali v Majšperku, kjer se je odvilo regijsko Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin. Folklorniki se vsako leto udeležimo najprej območnih srečanj,
in potem, če smo dobri, pridemo tudi na regijsko srečanje, seveda si pa vsi želimo tistega največjega, to je pa državno srečanje. Torej tako folklorne skupine, s katerimi jaz delam, se redno udeležujejo tako močnih regijskih kot tudi državnih srečanj, torej grejo čez ta tristopenjski sistem. Kaj pa najpomembnejše, pa se mi zdi, da najpomembnejše je pa vedno tisto pristno druženje in pa ohranjanje ljudskega izročila. Vsem skupaj, najprej nastopajočim želim, da lepo pokažejo to, kar so pripravili, strokovni žiriji, da korektno opravijo svoje delo in vsem nam, da v tem, kar bomo videli, uživamo. Še enkrat dobrodošli v Majšperku in lep večer. Izbrane koreografije si ogledata državna strokovna spremljevalca. Izjemno smo pa pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti veseli, da je takšno število skupin, ki je preseglo, se pravi, ta območni prag in prišlo na regijsko revijo, da imamo danes kar 10 skupin, kar ni povsod v Sloveniji, tako da prav ta ptujski konec je eden izmed tistih močnejših koncev za folklorno dejavnost. Ena izmed skupin je bila skupina iz Lancove vasi. Naše društvo je staro 40 let, torej počnemo to že kar nekaj časa. V naše splete redno vključujemo ljudske igre, ljudske običaje in na nek način ohranjamo to bogato kulturno dediščino kraja in okolice. Jemljete to srečanje tudi kot neko tekmovalno srečanje ali bolj kot druženje? Žal je v zadnjem času postalo to zelo tekmovalno. Mi sicer tega ne želimo tako jemati, no. Se nam zdi bolj pomembno samo druženje in pa način, kako to počnemo. Med tistimi, ki so se srečanja udeležili, so tudi takšni, ki so se s folklorom nekoč ukvarjali sami. Folklorne skupine ohranjajo in obujajo ljudske plese, običaje, navade, in pač to prenašajo potem iz roda v rod. Nekateri kraji imajo bogato tradicijo. Izhajam iz Jurovskega Dola, kjer imamo 50-letno folklorno tradicijo. Prav v letošnjem letu bomo to obeležili 28. maja in pri nas v kraju imamo 5 folklornih skupin in danes se tukaj na regijskem srečanju teh folklornih skupin predstavlja naša mladinska folklorna skupina. V zadnjih letih se sicer folklornim skupinam pridružuje veliko mladih. Mladih entuziazmov, ki si želijo ohraniti ljudsko izročilo, torej to, kar v današnjem času, ko smo vsi obremenjeni z temi virtualnimi omrežji, krepko tone v pozabo, ampak zato smo tukaj, da to ohranimo. V Sloveniji deluje okrog 500 otroških in odraslih ljubiteljskih folklornih skupin, a žal v naši državi ni profesionalnih folklornikov. To lahko vidimo samo par kilometrov od tukaj, ker zdaj stojimo čez mejo. Hrvati recimo imajo profesionalni ansambl Lado, v Sloveniji žal tega nimamo. Imamo akademske skupine, pa tudi te niso profesionalne, še te so vedno na bazi prostovoljstva. Tako da jaz mislim, da moramo reči vsem plesalcem vsaka jim čast in samo kapo dol, da se trudijo in ohranjajo to, kar je najpomembnejše, se mi zdi v tem trenutku. Namen tovrstnega srečanja je med drugim prikazati ter nagraditi kakovostne koreografije odraslih in mladinskih folklornih skupin. Ta skladov sistem, sistem piramide, pri kateri vsakdo, ki se želi tukaj vklopiti v ta sistem, pač vstopi v neko evalvacijo in na koncu seveda na državni reviji tudi tekmujejo tisti najboljši. Je pa izjemno pomembno vprašanje tudi zaradi tega, ker je zelo jasno se izkazalo, da potrebujemo dodatne programe. Torej za tiste skupine, ki ne želijo tekmovati. In tukaj sem velik zagovornik točno tega, da ne gre zgolj za tekmovalnost, ampak da lahko z ljubiteljsko kulturo, torej s petjem, s plesom, z glasbo in tako naprej, dosegamo druge zelo pomembne dejavnike na področju kulture, ki niso vedno tekmovalnosti in kdo je najboljši, ampak dosegamo recimo to, da smo na področju zdravstva, nekateri se počutijo zato bolj zdrave, kot kaže v zadnje raziskave. Ne le zdravje, ples lahko da mnogo več od tega. Tako je za folklorniki in gledalci še en lep večer, ki bo zagotovo ostal v lepem spominu. V nocojšnji oddaji Dialog bo naša gostja poslanka Državnega zbora Lena Grgurevič. S poslanko iz vrst Gibanja Svoboda bomo spregovorili o tem, kako vidi svoje delo po prvem letu vstopa v politiko, kaj jim je do sedaj uspelo narediti za Maribor in na kaj je v prvem letu mandata najbolj ponosna. Edini smo torej pričeli dobesedno skoraj da izsilili pričetek gradnje južne oziroma zahodne obvoznice. Prvi del se že gradi, dosegli smo rebalans proračuna, tako da so se sredstva, ki niso bila zagotovljena še v času Janševe vlade, za Maribor zagotovila. Aktivno se dela tudi na že pridobivanju ustrezne dokumentacije in zemljišč za drugi del, ki bo pa izjemno drag obvoznice, tako da bi potem bilo to res povezano in kar bi predvsej sprostilo
promet, ne. Vemo, da tudi Dravska dolina se tukaj uporablja ta prehod. Recimo to je zagotovo za izpostaviti. Na vprašanje, kaj je botrovalo, da se je sploh podala v politiko, pa odgovori. To je bila vladavina Janeza Janše in vseh, ki so mu pomagali, vseh strank, ki so sodelovali v bivši vladi. Nikdar nisem bila aktivno v politiki, nikdar si tega tudi nisem želela. Tudi ko sem se odločila pomagati dr. Golobu, nisem nameravala vstopiti v politiko. To je bilo potem nekako tako, da ko sem mu jaz dala nek seznam kandidatov, ki bi naj bili za poslance, je rekel, ja, kje si pa ti, nekaj jaz ne grem v politiko. Sicer pa jo bomo spoznali tudi nekoliko bolj osebno. Zase pravim, da je resnicoljubna, ob tem pa še pogumna, pa ne vem, pa tudi mogoče bi rekla, ne vem, ljubeča ali pa senzibilna. Podrobnosti ne zamudite, danes ob 20. na BKTV. Toliko za nocoj v oddaji Občinski informator. Če ste se naveličali svojih oblačil, jih lahko izmenjate, saj se bo jutri v prostorih Zveze prijateljev mladine Maribor odvil Cunjami. Prav tako se bo jutri odvil tradicionalni Markov sejem v Vuzenici na sejemskem prostoru na delu Splavarske ulice. Ta četrtek vabljeni na otvoritev Wake Parka Green Lake, poskrbeli bodo za dogajanje za celotno družino. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek današnjega dneva še naprej in nasvidenje.